Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o migreni, o glavobolih, o psihičnem počutju in o takrat, veste, ko imaš občutek, kot da glava ni ta prava, kot bi jo bilo bolj enostavno dati nekam ali pa zamenjati mogoče. V glavnem, kaj vpliva na to, da ima človek migrenske glavobole? Dobila sem vprašanje in zaradi tega sem se odločila, da pač posnamem ta video. Zdaj, če gledamo delovanje možganov, parkrat sem že govorila o tem, pa očitno ne bo odveč, da še enkrat narišem možgansko celico. V glavnem, možganska celica je tako kot avtocesta. Tukaj na sredini noter je jedro in potem imamo tukaj živce in ovojnico okrog živcev. Se pravi, ta ovojnica okrog živcev se imenuje mielinska ovojnica. In ta mielinska ovojnica je sestavljena iz nekaj ključnih hranilnih snovi. V osnovi je to maščoba, se pravi, je to omega 3. Potrebna vsakršne maščobe, tudi omega 6, omega 9 vplivajo na to, da se gradi mielinska ovojnica. In zdaj, če gledamo, kje so te dobre maščobe. Dejansko vsa hladno stiskana olja delujejo na to, da se gradi mielinska ovojnica. Druga zadeva pa, ko pa pride do glavobola oziroma prav migrenskega glavobola, se pa lahko ta delček, zdaj mogoče pretiravam, ampak mogoče so neki vnetni procesi v možganih in telo odreagira. Tako da zdaj tehnično razlagam. Se pravi, je treba prva stvar dodati omega 3, da pogasi tiha vnetja na celični bazi. To je ta prva zadeva. Druga zadeva je pa ta mielinska ovojnica sestavljena še iz B12 vitamina, pa iz kalcija. In zdaj, kje točno to dobimo? Se pravi, zdaj najbolj enostavno recimo skuta oboje. Ali pa recimo skuta mlečni izdelki imajo sigurno to. Potem imamo naprej, kar je potrebno, vezni material je tukaj C-vitamin, ki drži mielinsko ovojnico skupaj. Tako da zdaj, če gledamo, je kar nekaj stvari potrebno. In zdaj tisti, ki imajo težave z migrenami, kaj jaz priporočam izmed prehranskih dopolnil. Se pravi, prvo zadevo priporočam Formula 4. Zakaj? Formula 4 ima noter vse B-vitamine, tudi B12 vitamin in še en vitamin je pomemben, to je iz knjige, ko imajo hormoni žur na strani 314. Pomanjkanje vitamina B3 vodi v utrujenost, oslabelost mišic, glavobole, potem pa razjede na ustnicah, zadah iz ust, nespečnost, raztresenost, potrtost, razdražljivost, preobčutljivost dlesni, prebavne motnje, lahko se menjajo driske, slabostmi in tako naprej. V glavnem, B3 vitamin ga dobimo v ribah, pustem mesu, neoluščenem rižu, zelenjava, gobe, špinača, avokado, arašidi, mandlji, grah, temna čokolada. No, če jaz gledam današnje kosilo, a smo mi dobili našo hrano vitamin B3? Absolutno. Imeli smo neoluščen riž, imeli smo špinačo, pa smo imeli grah noter. V glavnem, bila je ena taka kombinacija zelenjave s polnozrnatim rižem in dejstvo je, da to je zelo dobra hrana, ker vsebuje dejansko vitamin B3. Pa ne samo to. Vsebuje tudi vitamin B6, če gremo naprej, ker vitamin B6, pa glejte, raztresenost, napetost, razdražljivost, utrujenost, potrtost, vse to je pomanjkanje vitamina B6. In vitamin B6 naprej deluje na to, da se človek dobro počuti in da se hrana spreminja v energijo. In zdaj, komu manjka vitamina B6? Dobro, tisti, ki pod prvo ne jejo niti jajc, niti orehov, arašidov, ne jejo ne špinače, ne zelja, ne jejo neoluščenega riža in tako naprej, ne jejo žitnih kalčkov. In kdor je, zdaj pa poglejte, sladkorni bolnik ali če ste zelo občutljivi na sladkor, je velika verjetnost, da presnova sladkorja pač pokuri ves vitamin B6 in vam ga zmanjka za možgane. Za vse tiste, ki imate preveč beljakovin, to so kakšni športniki,
Dejansko vitamin B6 je potreben za razgradnjo beljakovin na manjše delce. Za vse ženske, ki so na hormonskih tabletah, od kontracepcijskih tablet, potem pa tudi tablete, ki so uspavalne, inzulin, potem naprej, kaj še izplavlja vitamin B6, uspavalne tablete in vsi, ki ste pod stresom, zaradi tega, ker dejansko stresni hormon pokuri najprej vitamin B6. Zdaj pa pomislite, dejansko ga vsem manjka. In zdaj pa, če pa gledamo, a pojemo vsak dan, ne vem, skodelico orehov? Ne. Ne vem, jaz zase govorim, jaz ne jem vsak dan rumenjaka, jetra sploh nikdar ne jem, arašidov ne jem vsak dan, dobro, danes je bila špinača, je v redu, ampak, veste, potrebe telesa so pač velike in tukaj je dejansko velik problem. Zdaj pa naslednja stvar, migrenski glavoboli so lahko povezani tudi z občutljivostjo na gluten. No, o tem sem pisala v knjigi Ko ima življenje žur in sicer, glejte, če boste šli gledati na strani 108, kdor je občutljiv na gluten, ima lahko motnje pozornosti, potem je lahko nervozen, ima avtoimunske motnje, kot je sladkorna bolezen, revmatoidni artritis, se pravi boleče sklepe, rak bolečine v prsih in lahko tudi depresija, glavoboli in migrene. In to je pomanjkanje, oziroma ne pomanjkanje, odziv telesa na tiho vnetje na celični bazi. No, zato bomo zdaj mi šli pogledati, kako bomo pa pogasili, meni je očitno flomaster dal padel, tiho vnetje na celični bazi. In kaj je to? Zdaj, kako to pogasiti? Prva stvar, rekli smo omega-3. Tukaj vam priporočam, lahko pri meni naročite na spletni strani srečnoživljenje.com, omega-3 plus jo dobite z 10% popustom, če boste vpisali kodo popust. Potem naslednja stvar, priporočam vam, da vzamete, če imate težave z migreno, E-vitamin. Zdaj pa kaj je ta čudo od E-vitamina? To je olje iz pšeničnih kalčkov, ki dovaja kisik v možgane, v tkiva, v pljuča. Prekrvavitev se poveča. Prekrvavitev se poveča ne samo možganov, da lažje mislite, ampak se poveča prekrvavitev tudi spolnih organov, se pravi za moške za plodnost, za ženske, ki imajo kakršnekoli težave, od predmenstrualni sindrom pa krči med menstruacijo in tudi vpliva na to, da se zmanjšajo valovi v meni. Tako da E-vitamin je ključen prav za delovanje možganov. Zdaj pa zakaj? Ker preprečuje oksidacijo tako omega-3 kot te mielinske ovojnice. No, tako da v glavnem, ja, seveda, kar nekaj stvari sem povedala, tudi C-vitamin je pomemben, zaradi tega, ker E-vitamin je topen v maščobi, C-vitamin je topen v vodi in sta dva antioksidanta, ki se med sabo dobesedno dopolnjujeta. Zdaj pa, če pa gremo naprej, pojdimo pogledati v knjigo Louise Hay, to se celo rima, moja hčerka ta mala je rekla, ker da mečkana, to se pa lima. No, poglejmo. V knjigi, ko ima, se pravi, ne, življenje je tvoje, Louise Hay govori, da migrena, odpor do tega, da bi vas vodili drugi, upiranje toku življenja, seksualni strahovi, običajno pomaga masturbacija. Se pravi, samozadovoljevanje, a pa res pomaga. Zdaj tukaj govorim iz izkušenj stran, ker so mi poročale ženske, ki so imele migrenske glavobole, da dejansko ne pomaga. Sploh pa takrat, ko ti glava dela takole, takrat dejansko ne prideš nikamor z samozadovoljevanjem. Dejstvo je, da takrat je treba poseči po nečem drugem. No, zdaj pa pojdimo pogledati čakre. Zdaj po čakrah ni treba posegati, kar jih imamo. Dejstvo je, da te čakre tukaj v glavi so v direktni povezavi s temi z temeljnimi. Ne? Prva in druga čakra, sploh prva čakra, ki je na dnu hrbtenice, na dnu, prav na trtici, je direktno povezana s kronsko čakro. In po hrbtenici navzgor poteka kundalini energija. No, zdaj pa kaj pa s to informacijo narediti? Pomeni, da tisti, ki imate močne glavobole, imate v bistvu nekaj za počistiti na temelju.
nek grozen motivc je, ki moti delovanje prve čakre. Zdaj pa kaj moti delovanje prve čakre? Najhujši je strah glede premikov, strah glede izražanja sebe. Seveda v povezavi je s spolno čakro, spolna čakra, mogoče nosite zapis zlorabe. Mogoče predelujete v tem življenju zlorabo in zdaj nam reka, da ste bili spolno zlorabljeni, lahko ste bili pa psihično zlorabljeni in ste vse skupaj lepo potlačili in kdor potlači vse skupaj, se potem to odraža kot glavobol. Dejansko te glavoboli so direktno povezani, zdaj če gledamo v glavi imamo epifizo pa hipofizo. Sploh epifiza, ki je v povezavi z stvarstvom. Dokler mi nosimo temeljne strahove, ki nas zadržujejo, ko si ne upamo narediti korak naprej, ko enostavno obtičimo, takrat nimamo povezave niti z Bogom, s stvarstvom in ne zaupamo v vodstvo. In zaradi tega pač ostane tako zategnjeni. Še ena stvar. Mnoge ženske, ki imajo težave z glavoboli, imajo tudi težave s tem, da se sprostijo. Se pravi, preverite, če slučajno vnosite v svoji duši potrebo po kontroli vsega. In če imate potrebo po kontroli vsega, se dejansko dogaja, da se ne morete sprostiti nikjer. Ne morete se sprostiti niti v intimnem odnosu s partnerjem, niti se ne morete sprostiti v intimnem odnosu nenazadnje s sabo. Ja, to ni greh, da se razumemo. Zadnjič me je ena gospa poklicala in pač išče pot do sebe. Prebolela je raka na maternici in je vprašala, če bi bila mogoče zanjo dobra pot, da bi šla mogoče na tantrično masažo. Sem rekla pač ne, absolutno ne. Zdaj pa zakaj ne? Tantrična masaža, ki mogoče deluje tako nedolžna, pač tja grejo ljudje, ki bi radi pozdravili sebe ali pa spoznali sebe in tako naprej. Ampak, a ste se že vprašali, da mogoče pri tej tantrični masaži nekdo masira? In ta, ki masira, je masiral prej nekoga drugega, eno žensko, in potem vso to energijo prinese vam v nožnico. Lejte, ne dela tega. Ne dela tega, lejte, to niso heci. To niso heci. Zdaj bom povedala en primer. Enkrat sem se, pač eno knjigo sem naročila, sem se z nekom dobila na kavi, bila je še ena moja hčerka bila zraven in na koncu, ko pač tisto knjigo prevzamem, se objamemo in dejansko je bilo tako, ne vem, mislim, da na tej strani, da me je tako objel, točno, ja, na levi strani je bilo tako, kot bi me kača pičila. In že takoj, ko smo šli, sem rekla, Marija, jaz sem pa nekaj od tega le pokasirala. Kaj je bilo pol? Že ko sem se peljala domov, me je že roka toliko bolela, da nisem več mogla skoraj da držati volan. Naslednji dan nisem več mogla dvigati roke. Kaj sem pokasirala? Ja, nisem prej v bistvu poskrbela za to, da bi bilo moje energijsko polje zaprto, oziroma niti nisem moje duše vprašala, a je to ta prava pot za mene, da osebno prevzamem. Veste, pač nič hudega sluteč, pač greš na kavo. Ja, juhej. Dejstvo je, da včasih moramo pa prej se vprašati, a je to pot za mene. Vedno bolj bomo mogli biti v stiku sami s sabo. Dejstvo je, da temne energije iščejo pot, kako priti do naše energije, veste. In sem rabila takrat pomoč, da je to šlo stran od mene. Veste, da sem se znebila tiste bolečine tam nekje za lopaco. Glejte, te stvari niso heci. Jaz ne hodim na nobene masaže, zaradi tega, ker te masaže pač lahko od nekoga dobiš energijo. No, edino stvar, kar pa tudi priporočam, bila sem zdaj, ko mi je zaštekala hrbtenica, sem šla na kiropraktiku in sicer k enemu zdravniku iz Rusije
In vam povem, da sem izredno zadovoljna, ker dejstvo je, da me je popolnoma sestavil skupaj, ampak ne uporablja samo kiropraktiko, ampak uporablja tudi akupunkturo, pa venduze, to so tiste, ki na temperaturo imaš masažo globinsko, dejansko uporablja vse. In sem zadovoljna, ampak gre se za to, glejte, ne hodim pa na razne, mislim, čim manj, tem boljš. Verjemite mi, čas se spreminja. Čas se spreminja in to niso heci. In bolj kot boste iskali rešitev zunaj vas, bolj boste razštelani. Čas je, da poiščemo rešitev v sebi. Dajte vzeti lahko tudi knjigo od Louise Hay in greste težavo po težavo tukaj in z mišičnim testom preverite, a imate mogoče vi to. Ne vem, tukaj srbečica, napačne želje, nezadovoljstvo in lahko sami preverite. V svoji duši sem nezadovoljna. Občutek vesti, očitek vesti, želja potem, da bi šli ven ali da bi šli stran. Glejte, zanimivo, a ne srbečica, da bi šli stran. Dajte sami preverjati, mišični test je zakon in lahko z njim preverite praktično vse. In boste videli, tudi določeno pot, a je to zame, dobite odgovor ne. Dajte, če iščete odgovore, vedno, kar vi iščete, vas išče, se pravi, vas bo najdlo. Zato dovolite, da vas najde tisto, kar vi iščete. Pravi odgovori so, ne vem, nekaj se vam bo pokazalo. Vedno pride rešitev do nas takrat, ko prosimo za odgovor. Vedno. Jaz sem tako prepričana o to moč vere. Res tako močno. In ta moč vere, ali pa angelska pomoč, ko iskreno prosimo za pomoč, jo bomo vedno dobili. Vedno. Ko iskreno prosimo za pomoč naše vodnike, naj nam pokažejo, ne vem, ta pravo pot, kam naj se obrnemo, na koga naj se obrnemo, nam skoči tisto v glavo. Pridemo do pravih rešitev. Vedno je tako. Vedno. Zato zaupajte sporočilom vaše duše. Vaša duša vam govori, vam hoče povedati. Vaši vodniki vas vodijo naprej. Jaz sama res verjamem v pomoč vseh svetlih bitij, res verjamem v to in samo prost moramo. Samo prost in pomoč vedno pride. Dajmo pogledati, če vodstvo boginj, kaj nam sporočajo boginje v tem zanimivem času, ko mnoge boli glava zaradi vseh novic, kar se dogaja. Veste, kaj mi zadnjič rekel tam, ta prijazen sosed je rekel, tebi ni vreden razlagati stvari, ker nič ne veš, kaj se dogaja. Jaz vse vem, kaj se dogaja. Vem, da se dogajajo spremembe. Če ne vem za vsak cunami, pa za vsak potres, nič hudega. Ampak se dogajajo spremembe. Gre se pa za to, da energijo vlagam samo v tisto, na kar imam vpliv v svojem življenju. Če je poplava nekje na drugem koncu sveta, a jaz s tem, ko vrtim to njihovo poplavo po glavi, lahko vplivam na spremembo? Ne. Ampak lahko pa vplivam na moj svet, na svet okrog sebe in v to vlagam energijo. In nič hudega, če ne vem za vse, kar je potrebno, itak zvem. In brez skrbi bodite, ne morete biti neobveščeni. Vse boste zvedeli. Bodite močni. Ste močnejši, kot mislite, da ste. In vaša moč zagotavlja srečen izid. Sehmet. Bodite močni. Bodite močni. Svojo moč, to je moja afirmacija, svojo moč črpam iz ljubezni, ki je v meni od vseh začetkov časa. Tam je taka. Svojo moč črpam iz ljubezni, ki je v meni od vseh začetkov časa. To je v meni. Nihče mi nič ne more odvzeti. To je v meni. In moč ljubezni se lahko samo veča, ne morejo biti manj. No, za vse tiste, ki jih daje glavobol, pa migrena, pa težave v križu, da vidimo,
Sporočilo še s kart Ošo. Pustolovščina. Pred vami so novi časi, mavrično doživetje je pred vami, da vidimo še ta tretja, ki bo vam prišla. Ničnost, kvantno polje, vse je možno. Končni rezultat je odvisen zgolj od vas. Kamor boste dajali energijo, tja boste šli. Na to pustolovščino, poglejte, so že vrata odprta, vse je svetlo, pred vam samo treba je stopiti naprej korak. Ja, vas je strah, vem, včasih ni težko delati, mislim, je težko delati korake, ampak nič hudega. In celovitost. Jing, yang, noč, dan, milina, moč, vse je povezano. To je celovitost. Biti mirni v svojem svetu, to je pa tista umetnost, ki se jo dejansko učimo. No, in dajmo še eno karto, prehod v novo dobo, migrena, pa prehod v novo dobo, da vidimo, kam nas pelje tale migrena. V prepuščanje toku življenja in v božansko podporo in psihične težave nas vodijo v napredek, ker moje delo blagoslavlja, pozdravi, navdihne, razvedri ter oplemeniti duha in srca ljudi. Zdaj bomo pa prebrala, lejte, prepuščanje, tukaj je tale napredek in božanska podpora. Vse svetle sile nas podpirajo, vse svetle sile nas podpirajo. Pa lejte, to mora biti vse v redu. Zato spustite nadzor. Ko zmorem prepustiti nadzor stvarstvu, se vse uredi na čudežen način. Poslušam notranji glas, ki mi govori. V moje življenje prihaja vse, kar je dobro za mene in to s hitrostjo, ki je pravšnja za mene. Rezultatov se ne da izsiliti. Zaupam, da se vse ureja v najvišje dobro vseh vpletenih. Jaz res zaupam in verjamem v vso pomoč stvarstva in dovoljujem, da sem. Da tisto, kar me vodi, ta sila, da me pelje, da pridem vedno do pravih ljudi. Da se zahvalim za tiste ljudi, ki mogoče niso pravi. Danes sem dobila eno sporočilo, ena mi je napisala, če bi želela nekje sodelovati, pa sem napisala, da pač ne želim plačevati, ne? In napiše, halo, kje ste pa vi, vse se plača. Ja, prav, plačuj si, ampak mene tam zraven ni, ne? In da ne gre se za to, da bi nekaj želela zastonj, kar mi nekdo naredi, ampak se vprašam, a je to moja pot? Jaz potrebujem to. In če je odgovor ne, mogoče bi mogla samo napisati prvi odgovor, me ne zanima, hvala. In je to, pa ga nisem. In pač se učimo. Gre se za to, da smo v miru sami s sabo in da mogoče čim več tistih stvari, ki nam povzročajo tisti potres, dajemo na stranski tir. In potem življenje je lepše. Tako da, ja, uživajte, naj vam bo vse dobro v vašem življenju, predvsem pa dovolite, da se v vašem življenju zgodijo čudeži. In potem bo tudi migrena zginila. Boste videli. Ker to je ta osnovna energija zaupanja. To je tisto, s čimer ste povezani, zato zaupajte, da božanske sile delujejo v vas, skozi vas in okrog vas. Uživajte.